Hana je trenutno na turneji po zahodni in srednji Evropi, zato sva se slišala preko Instagrama. Govorila je o tem, kako se nizozemska in slovenska scena razlikujeta, o tem, da je, če imaš bolj baladno muziko, včasih v živo težko prebrati, kaj si publika misli, in ta del je najbolj carski na koncu, o tem, kaj pomeni biti ženska v glasbeni industriji. Čudovita oseba, čudovita glasbenica, brez zavlačevanja. Tole je Hana Fatur. Hana, živijo. Živijo, Boris. Kako si? Jaz sem ful dober. Zdaj sem sred turneje čez Evropo in Veliko Britanijo, tako da sem ful dobre volje in dobivam ful dobrih izkušenj. Kako si ti? Carsko. Bi isto v redu. Malo mi je škoda, da ne moramo v živo, ampak razumem si pa le v sredini turneje v resnici. Ne? Ja, ne, seveda. Mislim, ful hvala, da si me povabil. Tale podcast sem jo že večkrat poslušala tvoj in mi je ful dober in ful zanimiv, tudi kot glasbenici in tudi kot neki Slovenki, ki pač pozna neke te slavne ljudi, s katerimi se pogovarjaš. Tako da mi je ful mi je noro, da sem lahko tukaj zdaj jaz na tem podcastu, tako da res hvala za povabilo. Evo, mogoče lahko kar s tem začneva, te motim ravno oziroma se pogovarjava ravno, ko si sred te turneje z to zasedbo Lumi. Rekla si, da so to sošolke, ne? Ki so potem očitno eksplodirale do te mere, da si lahko privoščijo med turnejo po zahodni in srednji Evropi, kar je mega carsko, ne? Zdaj v bistvu ti igraš zraven za polovico Evrope. Ja, ne, mislim, res je nora izkušnja, pa res je noro, da sta se odločili prav mene vzeti sabo. Ampak ja, ne, Lumi sta izjemni glasbenici, izjemni pevki tudi, in pač Luki, ena izmed njiju dveh, je bila moja sošolka na Kodercu. Sicer je ona imela glavno smer petje, jaz sem imela pa songwriting, ampak smo imeli pač kakšna predavanja itak skupaj. Pa itak nas je v razredu 30, tako da se pač velikrat srečaš, velikrat moraš biti skupaj v bendih, pa tako. Tako da ja, ne, pač Luki sem dobro poznala, Klaudija je bila pa tudi potem na Kodercu, sem 1 leto za nama, tako da pol sem tudi v bistvu lahko videla, kako sta one dve res iz nič začeli Lumi in sta prišli do te mere zdaj, da zdaj se pa kar po celi Evropi razprodajata venues in ne vem, ful ima gre dober in res je ful noro, tako res sta eksplodirali in vse je ful zasluženo. Tudi tako res je zaradi njunga izjemnega talenta in dela, da sta pač tukaj, kjer sta. To je res prva turneja, na kateri sem taka prav tako proper turneja, kjer smo prav v tour van in se peljemo, vozimo povsod in imamo prav ta ritem, kjer je tako skoraj vsak dan en nastop. Čist nerealno, da sem lahko tukaj in da izkušam vse te stvari iz prve roke. Pa da lahko v bistvu, narediš neko preverjanje terena, ne, za potem svojo solo turnejo čez kakšno leto ali pa 2. Ne. Veš, koliko se naučiš, tako že v prvih parih dneh. Kaj si se kaj naučila? Daj povej mi, kaj si se kaj naučila? Čisto konkretno. Recimo, da je ful uporabno imeti tour managerja. To je recimo neka oseba, ki bo delala, ki bo si e-mailala z vsemi venues. Sorry, jaz ful angleščine uporabljam, ampak to je zato, ker sem toliko v tem svetu angleščine, da mi slovenske besede sploh ne pridejo toliko na pamet za te stvari. Ampak kako se reče venue, bi rekel kot neka... Koncertno prizorišče. Koncertno prizorišče, the best. Evo, no. Tour manager oziroma turnejski manager bo si pač recimo pisal e-maile glede vseh logističnih stvari, glede kakšno opremo. Moj bog. Ok, sorry. Vse good. Včeraj smo imeli rojstnodnevno zabavo in je tukaj polno balonov, ki pač se odločijo početi. Moj bog, sorry. Lol. V glavnem, tako da, neke te ful nekih e-mailov, glede kakšno opremo imajo tam, kaj mi prinašamo s sabo, kjer opremo, kaj rabimo od toncev, kaj rabimo od, ne vem, kakšne snacks, kakšno hrano hočemo v backstageu, pa tudi, kje lahko parkiramo, pa vse te stvari, kje spimo, ne vem, tudi za recimo Veliko Britanijo je bilo treba ugotoviti logistiko, kakšne vise rabimo.
O ne. Oprosti, nekaj naj je prekinilo. Mislim, da sem jaz sem naštiman tisto jaz isto, ta bloker za daily Instagram. Daily limit, ja. Same, meni je isto šel čez, okej. Evo sem dal no more alerts for today, prosti. Yes, same, no limit for today. The best, okej. Prosti, prekinilo te je. Ne, sploh ni problema. Jaz imam isto, meni je tudi to pokazalo, tako da sploh ne vem, kjer je bil odgovoren za to zdaj. Ampak Hudo. Tako, kdo ti bo, da ne boš sam, a veš, kot glavni artist prišel 15 minut pred svojim nastopom na oder, pa si sam vode postavil, pa tako, pa setlist, pa take stvari. Kdo bo sprintal setlist. Lahko je malo preveč na taki turneji. Sej to, kot si rekel, če je en nastop ali pa 2 nastopa, ali pa tako, kot imam jaz zdaj, par nastopov na mesec, je to čisto okej, ampak ko si pa skozi na poti, je pa kar preveč. Tako da ne vem, take logistične stvari, pa predvsem mi je tudi zanimivo videti tako, se sam pogovarjati z vsemi v bendu, tudi kako je njim, pa dobiti nek uvid, kako je tudi glasbeniku biti na turneji z nekim artistom, da lahko jaz tudi, a veš, vidim, kako se bo moj bend počutil z mano na turneji in kako lahko jaz pomagam, da bo malo manj, ne vem, utrujajoče ali pa malo manj, ne vem, stresno, pa tako. Tako da Itak je. Ok. Zdi se mi, da obstajajo neke zasedbe ali pa artisti, ki znajo izkoristiti to, da si predskupina, in potem imaš neke take, ki mogoče človek potrebuje kontekst, ne vem, Instagrama, tega, da band že nekaj cajta pozna, in ne vem, da si je preposlušal diskografijo in šele potem lahko zares uživaš v tem bendu ali pa artistu. Meni se zdi, da ti vseeno pašeš v prvo kategorijo, da lahko neznanca prepričaš že po par minutah, iz nekega občutka tudi na koncertu, ko si bila v Stari elektrarni na Mentu, kjer se je 70% naše družbe vmes jokal na tvojem koncertu, bi rekel, da verjetno solze v prvih vrstah niso neka redkost na tvojih špilih. Imaš kakšno metodo oziroma kako se s tem ukvarjaš? S tem, da neznanca spremeniš v fana? Ja, je ful dobro vprašanje. To je ful dobro, vidiš, ko te glasbenik sprašuje vprašanje, to je čisto drugače, kot če te nekdo iz nekega časopisa. Mislim, definitivno je to vedno cilj, ne, da ti, ko prideš pred neko veliko publiko, pa imaš to priložnost, da dejansko dosežeš veliko ljudi vsak večer, je definitivno poanta, da jih hočeš ti prepričati, da ostanejo s tabo in s tvojo glasbo, in v bistvu imaš pa pol ure, da to narediš. Ampak meni se zdi, da ne vem, mislim, to, kako bi jaz rekla, mislim, jaz mogoče imam srečo, da velikrat se ljudje prepričani po mojem nastopu že, kar je v bistvu ful dober. Se mi zdi, da se jaz tudi ful fokusiram na moj pač nastop v živo, ne, da mi je v bistvu to najbolj pomembna stvar, ker se mi tudi zdi, da v bistvu tako največ, tako dobiš neke interakcije z drugimi ljudmi, s svojo glasbo, in tako tudi v bistvu najboljš lahko pokažeš nekomu, kaj delaš, ne, bolj kot če bi jaz pač zdaj to ful po Instagramu delala, pa to. Mislim, saj eni ljudje to delajo, pa jim ful gre dobro. Mislim, recimo Lumine one dve sta tako v bistvu eksplodirali, da sta bili na TikToku čist viral, zato ker sta pač toliko noro dobri, da že po prvih par sekundah si tako, ok, to je čist nekaj drugega. Ampak recimo, jaz se zelo fokusiram na svoj živ nastop in predvsem to, da uspem vsak večer nekako prenesti ista čustva in narediti nekako podobno energijo, no. Tako da v bistvu ne glede na to, kje sem, pa kakšne so okoliščine, tudi če imam recimo jaz na odru ful slab zvok, ali pa tudi če se je kaj čez dan prej zgodil, ker te čist vrže iz tira, se vedno trudim, da je na odru nekako taka posebna interakcija z ljudmi, ki so tam, in da jim res tako pokažeš svoje pesmi v najboljši luči in tudi v najbolj neki čustveni izvedbi, ne? Da ni nekako tako, ne vem, tako bi rekla. Pač potem pa tudi mislim sam pomaga, da sem že ful nastopala in to se itak izboljšuje z vsakim nastopom, tako da sem prepričana, da čez 1 leto bo to še ful boljš, kot je zdajle, in zdajle je ful boljš, kot je bilo 1 leto nazaj. Tako da mislim, da tudi sam kilometrina naredi svoje. Kaj se ti pa dogaja v glavi, ko recimo vidiš na očeh ali pa
na obrazih ljudi, da se magija dogaja. Tako, mislim, aktivno opaziš to, ali si ti ena tistih ljudi, ki ko je špil, si v nekem transu, koliko si pustiš komunicirati tudi čisto energetsko z ljudmi na svojih koncertih? Ja, jaz kar dost opažam ljudi, se mi zdi v mojem občinstvu. Mislim, sem tudi zelo taka, ker tako velikrat igram z zaprtimi očmi, pa sploh ne ugotovim, pač tako, ker sem tokrat že igrala, da lahko v bistvu vse, ja, skoraj vse zaigram z zaprtimi očmi, tudi s klavirjem pa tako. Tako da v tem primeru se mi pol zgodi, da kdaj sem tako, da jim malo odpri oči, zato da te ljudje lahko vidijo, ki si tukaj, ne. Ampak, tako da takrat mogoče sem kdaj v transu, ampak ne, drugače mi je pa, mislim, ful mi je zanimivo videti, tako, kdo pride na moj koncert, pa ful me v bistvu zanima, tako, a veš, neke te misli, ki si tako, kdo so te ljudje, tako, odkje so prišli, kaj si mislijo zdajle, kakšno je njihovo življenje, v bistvu me ful zanima, kar vse spoznati. Pa ja, ne vem, je pa ful zanimivo, recimo, tvoja izkušnja bo najbrž drugačna, zato ker imate vi, recimo, s Kokosi, imate tudi ful veliko glasbe, ki je taka bolj, ne vem, ali smešna, ali vesela, ali poskočna, ali pa tako, nekako bolj radoživa. In se mi zdi, da v teh primerih zelo veliko več dobiš od občinstva v smislu neke participacije čez nastop. Ne samo, ko ploskajo med pesmimi, tudi med samo pesmijo boš videl, da ljudje, a veš, so veseli, se smejejo, plešajo se, ful gibajo. Medtem ko moja glasba je večinoma bolj taka umirjena, melanholična in v bistvu dobiš zelo veliko ljudi, ki lahko mogoče trenutno zelo uživajo, ampak kar ti vidiš, je ljudje, ki stojijo čist pri miru z zelo resnimi obrazi, a veš. In je v bistvu ful smešen ta izkušnja, ki si tako, upam, da uživajo, ampak na začetku me je to čist matralo, da sem tako, to vse mi je ful dolg čas, vse mi je ful bedno, zdaj le biti tukaj, vsi so tako, zakaj smo prišli sem, zdaj pa ne moramo iti, ker smo tako spredi, a veš. Tako, medtem ko pač ko se malo umiriš glede tega, pa postaneš malo bolj samozavesten kot glasbenik. Pa tudi v bistvu potem, ko govoriš z ljudmi po nastopu, pa vidiš v bistvu, da je vsem bilo ful všeč, si pa tako, mogoče sem jaz malo delulu, pa ne smem si interpretirati, kaj ljudje mislijo, ampak jim moram sam zaupati se pa svoji glasbi, da bo dosegla to, kar želim in pač tisti, ki se jih bo dotaknila, se jih bo in je pa tudi vedno pač stvar, da ne bo vsem všeč in to je tudi okej. To eno vprašanje sem ti v bistvu v tem kontekstu hotel postaviti, ker vem, da jaz to pri sebi včasih razmišljam. V bistvu kot glasbenik si izbereš neko špuro večino časa. Ne? V tvojem primeru je ta zelo baladna, zelo taka čuteča, ljubeča, čustvena, nežna, mirna. Tudi mi smo recimo za nek kao rock band zelo, zelo baladasti in velik del koncerta je zelo nizko energetičen. In jaz vem, da ko gledam... Kar je super, ampak vem, da ko gledam kdaj kakšne, pa ne vem, artiste, ki pa se res cel špil pač mečejo po odru in je tudi temu primerno pač folk mogoče se bolj zdivja, ne. Vem, da sem kdaj tako, mogoče pa škoda, da nismo, ne vem, šli malo bolj v to smer. A imaš ti kdaj ta občutek, da si tako, ful mi je všeč muzika, ki jo delam, ampak potem v live špilu bi si pa kdaj želela, da bi, ne vem, da bi šla pa na glavo, na 100%, pa da bi tudi pač lahko videla ta del odziva ljudi, kjer se jim pač strga na tvojo muziko. Ne? Ja, ne, definitivno. To definitivno. To je tudi, mislim, tako razlog, mogoče zakaj je v bistvu tudi tako fajn imeti zelo raznolik set, ne, mislim, kar tudi zdaj imam, veliko bolj kot je bil, ampak to mi je že od malega sem to ful si želela, veš, kaj imaš ta prav res to idejo, kako se bo folku čisto trgal in boš ti tako na odru na kolenih, tako, vse, a veš, vse frustracije dal ven iz sebe. Ampak ne, pač jaz sem imela tudi to neko izkušnjo, ko smo imeli v srednji šoli smo imeli en band in pol smo igrali bolj take, a veš, smo delali neke coverje, nekih bolj upbeat pesmi, pa sem potem lahko izkusila malo tega. Ampak ne, mislim, zdaj pa ne vem, tako, se mi zdi, da definitivno to pogrešam, ampak ni pa to neka taka stvar, za katero bi jaz, a veš, sacrificala to
kar delam, mojo glasbo in tako. Se mi zdi, da sem veliko bolj umirjena glede tega, zato ker sem razmišljala, da veš kaj, v bistvu je pa dobro, da smo različni glasbeniki za različne stvari, a veš ne? Da v bistvu grejo ljudje na koncerte za ene stvari, da se grejo zdivjati in za ene stvari, da grejo ful čutiti in da se grejo zamisliti na ene koncerte. In mi je v bistvu čist hudo, da sem lahko jaz ta oseba, pri kateri grejo ljudje in so, ne vem, recimo 1 uro v tišini in razmišljajo o stvarih, o katerih jaz govorim in upam, da se zamislijo pri sebi in razmišljajo o svojem življenju in o svojih odnosih v življenju in o svojih spominih in izkušnjah in da potem nekako po tej 1 uri pridajo malo spremenjeni ven ali pa mogoče bolj globoko čuteči ven. Absolutno. In se mi zdi tudi to zelo tako pomembna stvar, ki jo glasbeniki delamo. Zato sem tudi tako, v bistvu je meni tudi vedno tako, ko apliciraš nase, potem kot gledalca vidiš, da v bistvu tebe pa to sploh ne moč, če bi šel na koncert od, ne vem, Adele, recimo. Ne boš ti tam tako, jaz si pa ful želim, da bi ona zdaj imela nek rock solo, a veš tukaj, da bi jaz lahko tako headbangu. V bistvu ti je dobro, da veš, na kaj greš in potem ti je to dobro tam. Je pa mogoče malo čuden, če bi recimo igrala na nekem festivalu, kjer je pač ful bolj taka stvar, da recimo ljudje, ker se ful mečejo okoli in tako in pa bi jaz prišla na oder, dober dan, jaz imam pa kle, zdaj 6 žalostnih pesmi. Edin takrat bi mi bilo pa škoda. Po moje, da za nehvaležno publiko ali pa za publiko, ki si mogoče želi neko piano razgrajanje, pol takrat je lahko take sorte muzika nekaj, kar se ti zdi malo neumestno, ampak se pa strinjam, da absolutno iz tvojega koncerta človek pride spremenjen in je neka zelo, zelo posebna vrsta muzike, ki je v Sloveniji nimamo veliko. In v bistvu me zanima, se ti zdi, da je ta zvok, ki ga imaš in tudi ta način koncertiranja, ki se mi zdi res unikaten, carski za slovensko sceno, vem, da pač ne vem, koliko se ti dojemaš kot del slovenske scene, kot bolj del nizozemske scene, pa vseeno. A misliš, da je ta zvok mogoče tudi tak, ki težje uspe v Sloveniji, kot pa na nizozemskem ali pa ne vem, zahodna Evropa, srednja Evropa? Si razmišljala kdaj o tem, kam tvoj zvok paše? Ali se ti zdi, da je stvar univerzalna? Tudi ful dobro vprašanje. Ne vem, mislim tako, najprej da odgovorim na to, jaz si z veseljem bi bila del slovenske scene in se mi zdi, da zdaj, ko sem nastopala na Mentu, sem prišla nazaj nekako, oziroma sem vstopila mogoče v slovensko sceno, ker prej sem nekaj nastopala v srednji šoli, no, tako da lahko bi bila tehnično gledano mehen del že takrat, ampak tako da ne, definitivno se želim biti del slovenske scene, ampak mogoče zato, ker živim trenutno na Nizozemskem, še nisem tok. Ampak ne, glede tega pa, ne vem, v bistvu se mi ne zdi, da je neka ful razlika v temu, koliko so ljudje dojemljivi za to, da bi bili recimo, na Nizozemskem veliko bolj dojemljivi za to glasbo, ker se mi zdi, da so čuteči ljudje čist povsod in da čist povsod najdeš ljudi, ki podoben razmišljajo kot ti, podoben čutijo in se potem tudi identificirajo s tvojo glasbo in s tvojimi besedili. In v bistvu se mi zdi, mislim tako, še posebej zdaj tudi, ker sem na turneji pa nastopam okoli, vidim, da je to res povsod in je v bistvu res lepo videti, da smo si ful podobni v tem načinu in da lahko te ljudi najdeš povsod, no? Tako da se mi zdi, da vsi cenijo lahko, pač če imaš pravo občinstvo pred sabo, lahko vsi čist cenijo to. Je pa recimo zanimivo ena druga razlika, ki jo pa opažam, ki pa je, da koliko so tudi občinstvo tudi v takih počasnih pesmih, koliko se kaj odzivajo. In se mi zdi to ful zanimivo, da je tako ful kulturno pogojeno. Recimo, jaz sem večino časa zdaj nastopala na Nizozemskem, ne? In potem smo mi šli z bandom prvič nastopati ven iz Nizozemske v Bulgarijo. In ker smo tam nastopali na So Alive, na festivalu, in smo po našem nastopu še tako 1 uro pa pol govorili z ljudmi, ki so bili tam in so bili navdušeni in so nam hoteli to povedati. Medtem ko na Nizozemskem recimo ti govoriš pač, ne vem, s 5 ljudmi po koncertu in pol je to. Tako, pa tudi recimo zdaj je ful zanimivo, točno o tem smo se pogovarjali tako včeraj ali predvčerajšnjem tudi z Lumi pa z bandom, ne,
ker smo začeli turnejo v Manchesteru pa v Londonu, kjer je bila publika tako carska in totalno tudi navzven pokazala, da se ima dobro, da uživa, kar se v bistvu tudi lahko da pri počasnih oziroma bolj mirnih pesmih. Recimo, da veš, da slišiš koga, ki je tako ali pa koga, ki je tako wow, pa tako, veš, bojo nekako naven pokazali to, ali pa tudi, da recimo, ko jaz veliko govorim med pesmimi, ne, in potem kdaj se tudi kaj pohecam. In pa če pol v bistvu ful zanimivo, koliko se recimo so se bolj počutili udobno, da se na glas zasmejejo kakšni šali, ker potem smo pa nastopali 2 dni kasneje v Bruslju in je bila publika toliko bolj šaj, kako se to reče v slovenščini. Sramežljiva, ja. Okay. Toliko bolj sramežljiva, toliko so bili bolj tudi oddaljeni od odra. In jaz sem, govorila skoraj iste stvari, ne, med pesmimi, ampak se tako skoraj noben se ni zasmejal. In sem bila tako, joja, se je moj, komedični timing spremenil, ali kaj, ali sem jaz, ampak so tudi potem pri Lumi opazili, da recimo tudi veliko bolj so sramežljivi, tako da v bistvu res samo ploskajo, med pesmimi, pa še to, kdaj ne bojo ful na glas, tako recimo ali pa kaj tasga, tako. In je ful zanimivo, ker je bila res taka razlika in v bistvu ne pomeni, da oni manj uživajo, ker potem tudi po nastopu, se dobiš veliko pozitivnega odziva, ampak so v bistvu samo bolj sramežljivi v smislu, kako bojo to naven pokazali. In Kje pa so Slovenci na tej lestvici zategnjenosti po tvojih izkušnjah? Kdo je bolj zategnjen, Nizozemci ali Slovenci? Nizozemci, definitivno. Tako, kar konkretno. Ja, ker ne vem, zakaj sem si imel neko fantazijo v glavi, da mogoče na Nizozemskem so ljudje, čeprav ne, v bistvu so stereotipi, da so taki bolj... Vse to. Taki, mogoče res. So bolj, oni so res taki zadržani, pa tako... res taki resni, zadržani, minding their own business ljudje. Tako da je pa ta protestantska zgodovina, ki jih bo tudi pomenil, da ne bojo zelo navzven glasni in ne vem, nekako se mi zdi, da je to zelo kulturno pogojeno. No. Ampak kaj bi pa rekla, če bi mogla reči nekaj, kar se bi lahko slovenska scena naučila od Nizozemske, kaj bi rekla? Oziroma, a bi lahko sploh kaj tazga konkretnega rekla? Da razmislim zdaj. Tudi podpora Ministrstva za kulturo Nizozemskega si predstavljam, da je, ampak to je tudi valjda vedno stvar keša na koncu dneva. Pa ne pozabiti, da je to država kolonializma, ki je enostavno imela veliko več denarja kot mi že veliko več stoletij, veš. Sorry, ne da zdaj prinašam to na sebe v pogovor, ampak sem tako, mislim, tako vedno se mi zdi, da vidimo te države, kot tako, nekako so bolj shendlale svoj denar ali pa kaj tasga, ampak v bistvu to sploh ni res, ni ista stvar. No, ampak v glavnem, ena ful dobra stvar glede nizozemske glasbene scene je ena stvar, ki se imenuje Pop Ronde in to je v bistvu neke vrste festival, no, to se dogaja letno, to se dogaja jeseni. In je v bistvu to ena taka stvar kot, ne vem, organizacija ali kako se temu reče, kjer oni vsako leto izberejo 100 bendov iz Nizozemske in jih potem pač preko neke velike selekcije, ne, ker se ti prijaviš in moraš pokazati svojo glasbo in kaj delaš in tako, da si aktiven in itd. In oni izberejo 100 bendov, ki potem dobijo turnejo po Nizozemskem. In pač ta turneja je v bistvu tako, da je potem jeseni, je ne vem, 30 do 40 mest po celi Nizozemski, kjer se potem vsak dan v enem izmed teh mest dogaja ta festival Pop Ronde. Oziroma četrtki, petki, sobote, nedelje se dogaja to. In je vse zastonj, tako da pač ljudje iz tega mesta, vsi pridajo in imaš ti po celem mestu od najbolj mehnih lokalov ali pa tudi sploh ne niti lokalov, ampak tako recimo, ker jaz sem tudi delala Pop Ronde zdaj 1 leto pa pol nazaj in sem recimo tudi igrala, v gift shopu od muzeja, pa tako. V bistvu uporabijo tako kakršenkoli plac najdejo in dajo tam zvočnike in mikrofone in ti pač nastopaš tam.
In je to ful dobro, zato ker ti kot nek nadobuden glasbenik, ki še nimaš pač občinstva izven svojega mesta, kar naenkrat lahko nastopaš po celi Nizozemski in boš dobil občinstvo, kar je zastonj festival. Tako da to se mi zdi res ena taka tok dobra stvar, ki je tudi meni recimo odprla velik vrat. Pa tudi zelo je priznana, tako to je priznan festival in tudi, a veš, to selekcijo dela, ne vem, 100 ljudi je v žiriji, ki so vsi iz glasbene industrije. In v bistvu ti to tudi lahko pomeni, da te bo videl nek programer in te bo hotel potem bookati za nek nov koncert, ali pa da te bo videl nek menedžer, pa bo tako, a ti imaš menedžerja, ker mene bi zanimalo s tabo delati, veš, in ti v bistvu tudi odpre vrata v industrijo, poleg tega, da ti pač sam ponudi veliko občinstva, ki je tam, ki te želi poslušati in pač veliko nekega exposurja tudi, ja. Carsko. Ampak kljub vsem tem priložnostim, če te prav razumem, te pa interesira tudi to, da bi v Sloveniji vzpostavila se oziroma začela, ne vem, imela tudi kakšno turnejo po Sloveniji, ne? Ja, definitivno. Ne vem, se mi zdi, da jaz sem že tukaj 5 let pa pol na Nizozemskem in se mi zdi, da je kar nekako prihaja do konca počas moj čas tukaj. Definitivno je veliko priložnosti tukaj in veliko sem jih že dobila in tudi ne bi si zaprla vrat v smislu, da bi pač ne bi nikoli več nastopala na Nizozemskem pa tako. Ampak se mi sam zdi, da nekako se nikoli nisem počutila, a veš, res doma tukaj in res kot del nizozemske glasbene scene, zato ker pač nisem Nizozemka. Ne da moraš biti, mislim, saj so me sprejeli lepo, ampak mi zelo pomembno tako, a veš, biti v Sloveniji, nastopati za slovensko občinstvo. Pa tako, kot si rekel, mi je tudi v bistvu zanimivo odkriti tako nek nov del slovenske glasbene scene, nek nov žanr, ki še ni toliko raziskan. Pa najdeti, a veš, ker vem, da je veliko Slovencev, ki pač imajo radi ta žanr. Absolutno. In ki bi ga poslušali. Se mi zdi, da je dvorezen meč. V nekem smislu je strop je nizek, ampak zelo hitro se ti zgodi, da prideš do tega, da vsi ljudje, ki pač redno hodijo na koncerte, ne vem, Murphyjev, Joker Outov, mogoče predvsem Novega Vala, da zelo hitro prideš na radar. In potem se mi zdi, da če imaš za ponuditi nekaj, kar ti imaš, da dejansko lahko v Sloveniji je tako. Po eni strani se mi zdi, da res ni tako težko priti do nekega nivoja prepoznavnosti, ampak potem je pa strop, sploh če si nišen, je pa precej nizek, kar je pa pač treba sprejeti, ne. Veš kaj, to sem te hotel v bistvu še vprašati, oziroma se mi zdi, da mi je bilo super, ko si danes na Instagram story objavila en meme v smislu how it feels making music with just women in the room. Pa se mi zdi, da je to ena tema, ki sem jo hotel še nagovoriti, sploh glede na to, kaj sem slišal o tvojem procesu in tem, da snemaš s to producentko, Grkinjo, prijateljico oziroma punco, nisem čisto prepričan, nima niti veze, ampak bolj me zanima to, how it feels making music with just women in the room. Jaz imam izkušnjo samo boysov, ki delajo skupaj muziko, pa me zanima, kakšna je energija, ko pač se močne, samozavestne, nežne ženske naberejo v sobi in delajo skupaj muziko. Ja, to je čist neprimerljivo. Se mi zdi, da se sam razumeš na nekem drugem nivoju in tudi se mi zdi, da ženske so bile enostavno v glasbi toliko zapostavljene in pač ni bilo toliko priložnosti, ampak je pa ful škoda, zato ker imajo ženske toliko veliko za povedati in toliko, a veš, stvari za pokazati in toliko, mislim, čisto enako so usposobljene kot moški. Tako da potem pride do nekih bolj logističnih stvari na koncu, nažalost. Ampak zanimivo je tudi, a veš, vsi pravijo, logističnih v kakšnem smislu? Recimo, pač, mislim, to je zdaj dolg pogovor, ampak, a veš, ti recimo že kot majhna punca, pač ti ne vidiš skoraj nobene ženske v glasbeni industriji. Poleg tega, da pač je največ ženske pač samo teh, ki pojejo v bendu, spredi v zadnji pa vsi 4 tipi igrajo, a veš. In imaš ti v bistvu edini representation, ki ga imaš, je pač ženske pojejo, a veš. In potem recimo tudi, potem ko pogledaš bolj v ozadje, ne, ti vidiš, da koliko je v bistvu, pač še vedno je full industrija, ki je dominantna pač
veliko več kot polovica moških je v tej industriji. Od tega, da ti prideš v venue in pač imaš tonca, ki je pač moški, imaš stagehand, ki je moški, imaš v baru delajo moški, v backstageu ti bo nekdo pokazal, ki imaš vodo, je moški. A veš, tako nekako si skozi obkrožen z moškimi, tudi do tega, da prideš v studio in je producent moški. In ta, ki te snema, je moški. In a veš, si enostavno pač iz neke logistične stvari mislim to, kot da nimaš ti v bistvu nobenega, ki bi razumel tvojo stran. In nobenega, ki bi razumel, da da je v bistvu treba ženske bolj aktivno pušati v ospredje, ne samo, da so tam, ampak tudi, da se jim pač da prostor, ker sem recimo velikrat bila tudi v nekih sobah, pač writing rooms, kjer smo pisali pesmi in se pač z, ne vem, 2 drugima tipama in me pač res nista poslušala sploh. Ali pa smo z nekim bandom v šoli, sem bila jaz, pa pač 5 fantov in smo probali napisati bridge od ene pesmi. In sta se pač 2 usedla za klavir, ki ne igrata klavirja, medtem ko jaz igram klavir in pač nista prostila v bistvu, ne da nista, nista tako nesramno pustila, ampak nista pomislila na to, da sej Hana je tukaj, Hana igra klavir. A veš, ne, ona dva sta šla with all the confidence tako do klavirja in probala najti neke akorde in je to ful časa trajalo in pol sta obupala, ker nič ni šlo. In potem sem jaz uspela, ker sta ustala, sem jaz uspela iti do klavirja. Prej sem bila tako, kaj pa če bi, kaj pa če probamo, no, ja, okej. A veš, tako, ful ne sprideš do besede in pač sej, to ne mislim z nekim sovraštvom, da zdaj moški tu zapirajo vrata, ampak jih pa tudi neaktivno odpirajo kdaj. In se mi zdi, da je potem v logističnih stvareh tako, da se moraš ti ful bolj boriti za svoje mesto, kjer si. In vsaka ženska, ki dela v glasbeni industriji, ti bo povedala, da je zelo mogla nabildati svojo samozavest in se bolj potruditi, da je slišana in veliko bolj nekako rint svoje mnenje in svojo agendo. Pa tudi recimo, veš kaj je ful zanimivo, mi smo imeli en predmet na faksu, ki se pač kot nek sociološki predmet, ki se imenoval Society, Music and Industry ali nekaj takega tako. In je pač v enem izmed ful dobrih klasov, ki smo ga imeli od enega učitelja, ki je sicer prišel z neke univerze Erasmus, je on govoril o tem biasu, ki se dogaja, ki je totalno pač potrjen, ki je dokazan z različnimi pač znanstvenimi raziskavami in eksperimenti, kjer je pač bojo ljudje, ko bojo pomislili tako, recimo, predstavljali si nekoga, ki igra kitaro, bojo pomislili na moškega. Ali pa predstavljali si nekoga, ki je pač metal musician, si boš predstavljal tudi moškega. A veš, ful je nek ta, zato ker je to je realna scena zdaj in to je pač ta reprezentacija, ki jo mi imamo, ki jo vidimo in je pač začnemo povezovati to na tak način. In potem, ko boš ti videl žensko, ki igra v heavy metal bandu, boš tako, to je pa meni malo novo, a veš ne. Ni nujno, da je to slaba stvar, ampak pomeni, da se mora ta ženska v bistvu iti čez ta bias, ki je tako, to pa ni običajno. In še posebej iz strani moških so dokazali, da je mogla ženska tako veliko boljš igrati kot nek moški, da so jo moški dojeli kot na istem nivoju kot tista drug moški. A veš, da v bistvu ta nek bias, kjer se moraš ti kot ženska veliko bolj dokazovati in pokazati veliko večje znanje in skillse in vse to, da boš dojeta kot pač kot neka equal oseba. In to, mislim, jaz lahko to govorim iz strani pač neke songwriterke v prostoru in v prostoru. Ja, tudi tega, da recimo moji učitelji so me vprašali, kdo producira mojo glasbo, s kom sodelujem, pa sem tako, pač jaz sama tudi produciram, pa tako, oziroma ali pa da, ja, a veš, da sploh ne sklepajo, ali pa da ti tonc bo pač mansplainal, kaj je delay na tvojem vokalu in sem tako res vem, kaj je delay, pač zakaj mi to zdaj razlagaš. V opravičilo toncom, tonci mansplainajo tudi meni na tonskih planah. To je po mojem, da je pokroviteljskost pri toncih je kar univerzalna. Ampak vse ostalo podpišem, ampak... No, mislim, mi je žal, da slišim to, da tudi ti dobivaš to, kar je to. A veš, kaj si tako, lahko malo več vokala v monitor. Ja, sem dal. Ne, ampak jaz ga še vedno ne slišim. Ja, sem dal. A ga lahko še več.
nekaj pa boš imela preveč. Tako, no, ok, pač ful je tako, a veš tudi recimo, da ti, ko prideš kot ženska v nek studio, pa pač veš, kaj želiš, bo veliko ljudi imel tudi nek tak negativen odziv, ki bo tako, ona je ful asertivna in ona je ful bossy, a veš ne, da bom jaz tako pač stala za tem, kar si jo želim. Ja, a veš, tako res je taka, če si pa pač tiha, si pa pol v zadju takoj. In je tako, še posebej, ko se gre za mojo glasbo, sem tako, jaz v bistvu vem, kaj si želim glede, a veš, EQ-a na mojem glasu, ali pa koliko reverba si želim. A veš, in potem, ko pač oni mene ne poslušajo na temu, je v bistvu full frustrating, zato ker sem tako, jaz sem to študirala, pač jaz imam veliko znanja o tem, ampak se pač to, oni sploh ne pomislijo na to, zato ker pač sem ženska. Tako da ja, no pač to zdaj, sem rekla, to je ful dolg pogovor in jaz lahko povem sami z te strani, medtem ko recimo pač Aspasija, ki recimo tudi malo producira, ampak je tudi basistka v mojem bendu, ona je šla še čez veliko hujše stvari, zato ker je pač basistka, ne. Jaz sem vsem vsem je še normalno videti žensko, ki poje in igra klavir, medtem ko pač basistko je pa veliko bolj neobičajno in je pač tudi v smislu komentarjev ali v smislu česa? Ja, recimo tega biasa, ki sem rekla, da more ful boljši igrati, da bo dojeta kot enako kot neki njeni sošolci. Recimo to se je ful na faksu dogajalo. Pač ona je recimo, ne vem, pol leta tega, ko je bila že pač na Codarcu, pa to, ti da si sprejet na Codarc, moraš biti pač res dober glasbenik, ne, njo so sprejeli oni so tako potrdili, da ona je ena izmed teh 5 basistov, ki jo bojo v tem letniku vzeli, kar je pač že ful potrditev, ampak vsem je ona čez leto dobivala komentarje tako, ti pa res znaš igrati, a veš, tako presenečeni so, da zna igrati bas in je tako, čist noro, da se to dogaja in da ti bo to nek učitelj rekel, a veš. Pač to pomeni, da je ta bias gre čist do vrha. In, je ta backhanded kompliment, ki se mi zdi, da marsikakšen 45-leten profesor basa verjetno ne razume tega kot enega žaljive prtljage ima zraven ta kompliment. Ja, pa to tudi, a veš, ne dojamejo pri sebi, da v bistvu je slabo, da oni so mislili, da ona ne dober igra, da ona ne igra dober. A veš, to je v bistvu res grozen, ti si učitelj, ti moraš vse dojeti kot enake in ti si tudi pač, že to je potrditev, ki jo rabijo, je ta, da je ona na Codarcu, a veš ne. Ampak je pač vedno rabiš ti nekako še dodatno dokazati in to je v bistvu lahko full exhausting in full demotivating, no, tako in se mi zdi, da je to tudi ena taka stvar, ki full žensk demotivira nasplošno v glasbeni industriji, pač da ti enostavno nimaš ljudi, ki bojo avtomatično verjeli, da ti znaš nekaj pokazati, ampak bojo skozi najprej dvomili. In je to, ti moraš čez ta dvom prideti večkrat in skozi, ne. In je v bistvu to, ja, pač razumem, zakaj veliko žensk tudi pač potem neha to, ali pa tega ne gre nekako profesionalno naprej s tem. Ker sem tudi totalno razumem, da imaš kdaj tega dosti, še posebej, če si ti res v nekem okolju, kjer je veliko moških in res nimaš neke, a veš, druge ženske, s katero se lahko o tem pogovarjaš, ker jaz imam to srečo, no, da imam, a veš, Aspasijo, ki se skozi o tem pogovarjava, pa pač tudi, a veš, prijateljice, ki so vse ful dobre glasbenice in instrumentalistke, ali pa tudi v glasbeni industriji kot, ne vem, recimo bookerke ali pa karkoli. In pač je tako, čisto vse imamo enake izkušnje, pač mislim, vsaka posebej nekako v svojem stilu, ampak z vsemi se strinjamo, pač, da to je problem in to je še vedno zelo, zelo prisotno. In zelo tako, ja, ni fajn, res ni fajn, no. Se mora spremeniti. Se mi zdi, da je da moraš pač na neki točki kot ženska v pač glasbeni industriji sprejeti odločitev, da boš parkrat v narekovajih zatežila in potem je ful fascinantno, koliko se lahko hiter, sploh pa, ko priješ pa enkrat do neke pozicije moči, kjer imaš dejansko neko moč, se pa stvari res hitro spremenijo. Čau, Boris iz prihodnosti tukaj. Tukaj po nesreči rečem eno dejansko ime. Dajmo reči, da je tej punci ime Tadeja. Jaz vidim tipe, ki govorijo seksistične fore, ko je ni zraven, pa ne o njej, no, samo tako hočem reči, da če so druge ženske zraven, ni problem. Potem, ko je pa ona, ki je pa recimo se vzpostavila kot nekdo, ki prvo ima neko, ne vem, družbeno moč kot glasbena urednica in kot nekdo, ki je pomemben v tem prostoru in tudi pač postavlja se že tokrat zase, da se ve, da se z njo ne zajebava, se močno spremeni energija tudi teh fantov, ki so si prej, ne vem,
privoščili take cenene seksistične fore, pa si jih zdaj pač ne bojo. Tako da je po eni strani je tako res carsko to videti, po drugi strani je zelo oči odpirajoče v smislu, da je sploh, da ona more v bistvu ta proces vsakič znova narediti. V bistvu je kar deluje zelo naporno, dajmo tako reči. Ja, pač ona, vseeno enako je to, da se ona mogla priti do tega momenta, kjer jo bojo oni pa dejansko toliko spoštovali, da ne bojo teh for delali. A veš, kaj mislim? Da je tako, da to ni nek base level, kjer pač so samo tako, to ni dobro, tega to ne smemo, ali pa to ni, tako, just be a nice person, a veš. Ampak pač mora priti ona do tega nekega položaja, kjer je ona njim strašljiva in oni se začnejo pol zamisliti nad sabo in nad posledicami, ki jih imajo dejansko lahko zaradi tega. In tako je pač to ful problem, a veš, zato ker pač to ne sme biti tako in je pač nažalost še vedno taka resničnost, tako da pač se nočem zdaj biti neki tako res full bitter about it, ampak pač nažalost je stvarnost taka in pač še vedno, dokler se še vedno pogovarjam s svojimi, z ženskami v glasbi in dobivam podobne komentarje in izkušnje in tudi ta oddah, ki je tako, ti tudi razumeš to, a veš, do takrat pač bom vedno to omenjala in pušala in bila vesela videti ženske v glasbi, tako. Hana, evo, še zadnje vprašanje imam zate, se mi zdi, da sva veliko enih zelo carskih tem načela. Nisem ti prej sporočil tega vprašanja, pa me je zdaj strah, da bi tega mogoče mogel, ker je lahko izpade malo težko. Hkrati je lahko tudi zelo na prvo žogo, ne vem, koliko o tem razmišljaš, se mi zdi, da vsem, glede na to, da si razmišljajoča oseba, da si verjetno tudi že o tem razmišljala. In sicer zadnje vprašanje imamo zdaj v tem drugem pasusu frontgen in frontmenov vedno enako in sicer, kaj bi rekla, da je tvoj smisel in kako ga prakticiraš? Wow. Ful pomembno vprašanje. Se mi zdi, da ti kot glasbenik moraš, ali pa ti kot človek, moraš priti do nekega vsaj pol odgovora, da veš, kam sploh iti v življenju. Ampak ne vem, če sem jaz čist do konca prišla do tega odgovora, ampak se mi zdi, da ne vem, meni je ful pomembno se nekako povezati z ljudmi na nekem globjem čustvenem nivoju. To je zdaj še vedno, dosti generično, se si vsi želimo to. Ampak mogoče nekako skozi svojo glasbo. Veš, se mi zdi, da moje pisanje, pač to, da jaz pišem pesmi, mi omogoča, da izrazim neke stvari, ki jih mogoče ne bi uspela z drugimi besedami ali pa na drugačen način. Ali pa si mogoče tudi, ne bi si upala veliki množici ljudem govoriti na glas, tako neke stvari, ki jih pa dejansko čist iskreno povem v pesmih. In se mi zdi, da je to zelo neka taka lep način, kako se ti povežeš z ljudmi in kako se čutiš, da spadaš nekam. A veš, da je nek prostor za tvoje čustva in da je veliko ljudi, ki čutijo podoben. In je to res tako eden najlepših občutkov, da tudi, ko se počutiš slabo ali pa ko imaš neke negativne izkušnje, misli in čustva, da imaš ljudi, ki so v tem s tabo in to razumejo ali pa ti podpirajo v tem ali pa sam poslušajo. A veš, to je že ful in se mi zdi, da mi kot glasbeniki imamo res ta privilegij, da nas veliko ljudi posluša v tem, kaj rečemo in se mi zdi to ful lepo in se mi zdi, da jaz toliko dobim od ljudi v tem smislu, da upam, da je del mojega smisla to, da lahko nekako vračam to ljudem in ali je to s tem, da govorim o teh stvarih in da oni to slišijo in da so tako, tudi nekdo drug to čuti. Ker recimo jaz to cenim v drugih glasbenikih. Recimo meni je ful všeč Phoebe Bridgers recimo in ona res zelo iskreno govori o svojih izkušnjah in mislih in o svojih moods. Spet sem pozabila, kako se to reče. Sorry, če sem v tej angleščini obkrožena. Vzdušjih oziroma... Vzdušjih, nekako v stanjih. Čustvenih stanjih, ona je zelo iskrena glede svojih čustvenih stanj in tudi v slabem smislu, da tudi ko ni dober, je iskrena, a veš, in se mi zdi to ful pomembno in ful dober slišati, ker potem jaz slišim kakšne stvari, ki jih ona
razloži in sem tako, ona je dejansko dala besede neki stvari, ki jaz še nisem uspela opisati sama. Ali pa ona res razume točno to, kar jaz čutim. In meni to toliko pomeni kot poslušalki in mi je zato tako res se mi zdi, da tak smisel ali pa tak cilj, da sem jaz lahko to za druge ljudi in da lahko drugi ljudje slišijo to v moji glasbi. No? In bi rekla, da mi je to smisel, sem tako biti tam za ljudi in ljudje, da so tam zate, nekako to. To se mi zdi najlepša stvar glede glasbe, ja. Čudovito. Hvala ti še za ta krasen odgovor in za tvoj čas in da si povedala vse, kar si povedala, pa upam in želim, da čim prej ena tura po Sloveniji pade. No. Bomo v prvi vrsti. Hvala, Boris. Hvala za vse vprašanje, res si lepo naredil to. Hvala.